LinkedIn, znan kot platforma družbenih omrežij za poslovno mreženje, ni orodje za deljenje državnih skrivnosti. Vendar je vohunska agencija Pet oči, ki je zavezništvo med Avstralijo, Kanado, Novo Zelandijo, Združenim kraljestvom in ZDA, opozorila na resno grožnjo strani Kitajske. V skupnem obvestilu so javnost obvestili, da kitajski vohuni poskušajo novačiti vladno in vojaško osebje, da bi razkrili skrivnosti. Kako se je to lahko zgodilo? No, postavili bomo nekaj resnih vprašanj. In v živo se nam pridružuje nekdanji uslužbenec tajnih operacij CIA, Michael Baker. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami, Michael. Seveda, hvala vam. Torej, najprej to je zelo strašljiva misel. Veliko ljudi uporablja LinkedIn. Kako dolgo naj bi ti vohuni poskušali novačiti ljudi z dostopom do obveščevalnih podatkov in skrivnosti? No, verjetno, če sem iskren, že odkar LinkedIn obstaja. Wow. Torej, to ni nič novega. Veste, ideja, da bo kitajski obveščevalni aparat, pa naj bo to Ministrstvo za državno varnost ali obveščevalni elementi ljudske osvobodilne vojske, uporabila vse, kar jim je na voljo, kaj ne? In izkazali so se verjetno za najbolj agresivne storilce, če temu tako rečemo, vohunjenja, gospodarskega vohunjenja, kibernetskih mahinacij. Tako je, uporaba LinkedIna le še eno orodje v njihovem arzenalu, če tako rečemo. Torej, kako so ga sploh uporabljali? Mislim, če bi mi nekdo na LinkedInu postavil osebno vprašanje o moji službi, bi bila sumničava. In nisem ravno nekdo, ki bi bil na položaju, ki bi mu zaupali državne skrivnosti. To je odlično vprašanje, ampak resnica je v metodologiji, oprosti. Nisem znan po velikih besedah. To se nikoli zares ni spremenilo. Spremenila se je tehnologija in to je omogočilo, da lahko obveščevalne službe delujejo na drugačne načine. Kar mislim s tem je, da pred recimo internetom, potem pa kitajski obveščevalci bi se pojavili na konferenci nekje na svetu ali na akademskem dogodku ali seminarju in bi med udeleženci iskali osebe, ki jih zanimajo. In kdo so te osebe? No, to so ljudje, ki imajo dostop do vojaških informacij, vladnih informacij, obveščevalnih informacij, poslovnih informacij. Kitajski obveščevalni aparat zanima prav vse, imajo pa tudi vire in motivacijo, da poberejo prav vse. Včasih si prišel na te dogodke, navezoval stike, izmenjeval pisma in poskušal povabiti koga, da ti pomaga pri raziskavi ali projektu, na katerem si delal. Vse skupaj se je zdelo zelo nedolžno. Niso takoj na začetku prosili za zaupne informacije. Zdaj pa z LinkedInom in številnimi drugimi aplikacijami se je vse skupaj zelo razširilo. Tako imajo več priložnosti, da stopijo v stik z ljudmi na položajih, kjer menijo, da ima posameznik dostop do dragocenih informacij. In zelo počasi in previdno začnejo poskušati razvijati odnos, za katerega upajo, da bo sčasoma pripeljal do tega, da bo ta oseba verbovana in nato posredovala zaupne informacije. No, ampak kdo pa ima dolge pogovore na LinkedInu? Tudi če začneš graditi odnos, ljudje imajo vendarle zasedena življenja, so zaposleni z delom. Kako se to sploh nadaljuje? Ja, greš korak za korakom. Pogosto se začne zelo nedolžno. Prebral sem vašo objavo ali vaš članek ali karkoli že, če gre za akademika ali raziskovalnega strokovnjaka. In potem veš, da se na to počasi razvija. Na to želiš vzpostaviti bolj trajen stik. Bi lahko izmenjala kontaktne podatke in ti bom poslal nekaj e-poštnih sporočil ali pa, dela na tem članku in sem res obtičal pri tej temi. Ali obstaja kakšen način, da bi mi morda lahko pomagal? In potem, mogoče naslednjič, ko bo to ponujeno, bi ti morda celo lahko dal manjše plačilo, da se ti zahvali. In potem sčasoma morda razviješ ta odnos v osebno srečanje, in mogoče se srečata in narediš neko oceno. Morda potem to osebo predaš nekomu, ki je nekoliko dlje v obveščevalni operaciji. In nenadoma, in to, kar počneš, je, da iščeš posameznike, ki so pripravljeni začeti to pot. In iščeš vzvode in slabosti in iščeš priložnost. Ko enkrat jih dobiš na trnek, kar pomeni, ko ti dajo nekaj informacij, tudi če se na začetku zdijo neškodljive, si iz perspektive obveščevalnega operativca zdaj nastavil vabo, zdaj jih nekako vodiš naprej.
Torej je očitno to kar veliko za spremljati, tudi če si najbolj izkušen obveščevalec ali CIA ali kdorkoli v teh državah. Torej, ko postajajo družbena omrežja vse bolj razširjena in je na voljo več orodij, kaj lahko te vohunske agencije storijo, da se pripravijo na to novo grožnjo? No, obstaja več stvari. Ena je, da imajo bolj odprt dialog z akademsko skupnostjo in z gospodarskim sektorjem v različnih panogah. Ker spet, z vidika kitajskih obveščevalnih operativcev jih zanima vse. Ne? Če imate podjetje, si morda mislite, no, nikoli jih ne bo zanimalo moje podjetje, samo nekaj izdelkov proizvajam. No, morda ima določen del tega izdelka komponento, ki je z njihovega vidika pomembna za nekaj, na čemer delajo. Torej, nikoli ne morete reči, da jih vaše podjetje ne bo zanimalo, kaj ne? Ker ne veste, kaj želijo dati v svojo zbirko. Zato morate imeti dialog, razložiti morate, kaj se dogaja, in deloma zato so pripravili tako oceno, kjer govorijo o LinkedInu. Ljudem morajo sporočiti in jih izobraziti, kako biti nekoliko bolj skeptični, ko jih kdo kontaktira. To se namreč dogaja ves čas. Ne glede na to, ali ste v svetu kmetijstva in govorite o gensko spremenjenem inženiringu, karkoli že je, ali pa govorite o komponentah z dvojno rabo za nekaj, kar bi lahko pristalo v tronu, je to preprosto izjemno široko področje. Torej, druga stvar, ki jo morate storiti, je, da morate biti zelo agresivni na področju protiobveščevalne dejavnosti. In nedavno tukaj v ZDA, veste, je bilo več primerov, kjer smo identificirali in obtožili posameznike sodelovanja s kitajsko obveščevalno službo. Wow, zelo zanimivo in na toliko načinov tudi zelo strašljivo. Najlepša hvala, Michael Baker. Več čas.